Zdaj bomo šli pa še malce na teren in sicer Pija bo govorila z zanimivimi gosti. Najprej sta bila dva Buraza, Žiga Aljaž in Gregor Jakelj Kolarjevič, ki sta iz čiste šale naredila svoj bend. Pesem Olga, ki govori o osnovnošolski ljubezni mlajšega od Burazov, pa je postala tako velik hit, da si ga je popevala tudi slovenska košarkarska reprezentanca. Slava je zahtevala še več in iz benda je nastala spletna serija Olga, ki govori zgodbo iz pesmine. Maja pričakujemo že drugo sezono te serije, do takrat pa si lahko čas skrajšamo že z bendom Olga, kjer se je Burazoma pridružila še punca, ki je v seriji igrala Olgo. Na terenu bo Pija obiskala ta bend, čeprej pa si bomo pogledali videospot, da bomo tudi tisti, ki morda ne poznamo jih še tako dobro, vedeli, zakaj gre. Olga videospot je kar zabaven. Konfekcija srca iz dveh mladih japijev naredila je reveža. Dva narkomana, ki iščeta zavetje pred snegom, pred vročo smegmo otrple naivnosti. Nama je končano, vrača se vse, že zdrav si ga z Marjano. Jovič povedal je, življenju se zasuka vse, nastrada pa srce. Dobro jutro še tukaj iz skrite lokacije, ne bom vam povedala, kje smo, ampak sta pa Buraza že zraven mene, Maja se nam bo pridružila malce kasneje, tako da pravzaprav bomo šli, tako kot je kronološko tudi bend nastajal nekako danes v akcijo. Dobro jutro in lepo pozdravljena. Dobro jutro. Verjetno se veliko ljudi sprašuje, sploh takole, če vaju vidijo, ali sta vidva res brata? Ja, pol brata, ampak sva kar prava brata, bomo rekli. Mamo mava, skupni imenovalec. Ok, in zakaj je trajalo potem toliko časa, da sta se odločila, da naredita skupen bend? So bile potrebne košarkarske poškodbe, da sta odločila, da lahko tudi glasbo delata? Ja, pač bo trovali več stvari, da je prišlo do tega, kakor je, ampak ta glasba, ki se je začela midva delati, traja že od osnovne šole moje, torej ta besedila in te komadi, večina je narejenih bilo v rani mladosti naši. Tako da v bistvu že skozi skup delava in ustvarjava in snemava že od majhnega, samo da niso dajala ven. Ja, eden od teh hitov je Olga in čeprav vem, sta dobila besedilo iz neke stare kasete, ki sta jo snemala še v osnovni šoli. Se pravi, gre za resnično zgodbo, resnično besedilo. Ja, gre za resnično besedilo, ki je Žiga spesnil prvi, ki je bil 12 let star, 13, ne vem. Tako
Tako da smo pol to samo upgradala v današnji, ne vem, level, ne vem, pa je ratar, kar je. Žiga bo bolj govoril, ki ima boljšo slovenščino. Okay. Žiga, z boljšo slovenščino nismo te sicer vajeni ravno v videospotih, da si ti tisti, ki veliko govori, tudi v seriji, ne nazadnje, mislim, da poveš zgolj nekaj besed, ampak povej pa nam le to zgodbo o Olgi. Kaj se je pri 12 letih zgodilo, da te je spodbudilo k pisanju te pesmi? Ja, se ni bila niti napisana pesem, ker takrat sva v bistvu delala neke projekti Miši, ki je bil projekt, ki sva sam pohitrila vse, kar sva posnela in sva sproti sva snemala in pol je Grega to razpečal svojim frendom v šoli in je bil instant hit in Olga je bila ena izmed teh hitov, ki je pač nastala sproti, malo besedil bo celo drugačen, kot pol v tej Olgi, ampak takrat nekako pri Gregatovih 12, to je koliko let nazaj, zdaj 20, ne? Pri tvojih 12? Pri mojih 12 celo. No, pač bila sva ful mlada še in je bila zajbancija in sva pač sam pohitrila tisto, da so Miši glasovi peli vse to in pol, zato tudi pol, ko sva delala album, smo tudi živali naredili album, pa tako vedno sva se hotela vračati k tem originsom. Žiga, si ti tisti glavni idejni vodja za bendom, glasbenik ali delata tudi zdaj danes pesmi skupaj? Ja, v bistvu zdaj, ko smo ta Olga band zaštartali, je ful več poudarka na Gregatu pa Maji in jaz bolj samo produciram zadeve, pa skupaj dajem, one dva pa tudi idejno hodita z ful več ene muske. No, še Maja se nam je pridružila, upam, da, super, smo vsi lepo pozdravljena. Zaenkrat smo še pri Buraza delu, kdaj pa si se pravzaprav ti pridružila? Zdaj imate Olga band, ampak to je zdaj par mesecev staro ali koliko časa se že govori o tem? Uživo smo. Živo smo, ok, čau, hej, pozdrav vsem. Olga v bistvu obstaja nekako, odkar sem se zdaj pridružila. To je bilo slabo leto nazaj, oziroma lani poleti smo začeli snovati projekt za serijo Olga, posebej naprej še razvili v ustvarjanje komadov, tako da smo zdaj še Olga band. A pričakujemo sicer kakšen koncert v bodoče, mogoče kak spletni koncert, vendarle sta na spletnih platformah dosti prisotna? Zaenkrat tako delamo, da te neke komade, ki Olga band tudi naredi, jih pol tudi v serijo probamo inkorporirati, tako da se vse nekako prepleta. Za veliko stvari naprej sploh ne vemo, kje jih bomo še vpletali pa tako. Tako da je zaenkrat čisto zabaven projekt ta, malo preizkušamo tudi neke malo bolj pop ritme za Olga band. Ja, in ne, nič koncertov. Ok, vseeno upamo, da vas mogoče vidimo kje v živo. Če se pa malo vrnemo še nazaj, se pravi torej k tem začetkom, k temu slavnemu Olga, zakaj ti nisem več všeč komadu, sta pričakovala, da bo dosegal tako popularnost, kot jo je. Nenazadnje smo še slovensko košarkarsko reprezentanco delno videli zapet to pesem. Ne, nismo pričakovali, takrat so v bistvu zaradi neke življenjske situacije skupaj se znajdla in pač sva mogla ful ustvarjati in takrat sva naredila ta komad in je bil ful dober odziv, tako da sva zaradi tega verjetno naprej še delala pa izdajala še stvari, tako da Buraza me bo trovala bolj kot ne Olga, tako da Olga je origin vsega in je tudi zdaj primerno, da je to serija. Sej, kdaj pa je nastala ideja za serijo? Je bila ideja, da boste posnela serijo že prej ali je to nastalo iz koronske dolgočasnosti? Ja, to sem jaz sploh en joint na morju, pa sem rekel, gremo narediti serijo. In rekli, ja. In vsi ste bili za? Ja, smo bili, ja. Pa smo malo testirali te Gregatove vloge, ikonične, in smo že malo probali v tej serija formatu to delati lansko leto in smo pol videli, da smo redi v bistvu za neko serijo. Smo tudi lastno produkcijo začeli delati, vse probali nabaviti vso opremo in razen sounda smo imeli čisto vse že, tako da smo nekaj vložili v to, ampak se nam bo tako ne povrnili, ampak dejansko lahko zdaj snemamo dokaj tako gverilsko in poceni. No, še več o seriji bomo spregovorili takoj po oglasih, tako da ostanite z nami. Lepo pozdravljeni nazaj na skrito lokacijo, tukaj z bendom Olga.
smo nekaj že spregovorili. Spregovorili smo tudi že malce o seriji, a preden nadaljujemo s serijo, mogoče še vprašanje, kako sta prišla na idejo. Kot Buraza sta snemala tudi eno zelo zanimivo stvar, kjer so pravzaprav prek Facebooka vama poslušalci, gledalci predlagali, kako se moraš premikati, in potem sta sledila. Je bila to zahtevna logistika, kako sta to izpeljala? Ja, to je bilo kar zahtevno. Ja. Tako, čim smo ugotovili, da se da na Facebook Live-u tudi grafike pokati noter pa glasbo, je pa bila neka ta logistika igrice, kjer sem imel vedno dve odločitvi in si pol iz teh dveh odločitev prišel spet na isto mesto. Tako da ni bilo spet toliko težko, mogli smo sam vsaki dve odločitvi speljati, pač glede na to, kako so se odločili z lajki, userji. Tako da je ful bo zabavno to vse delati. Ful zabaven projekt, no, tako. Potem pa zdravo Instagram, potem pa, ko sta se spravila delati tudi serijo Olga, ki mimogrede je tudi na tvoji desni roki, če jo pokažeš mogoče na kamero, ne? Olga je pustila pečat dobesedno na tebi. Ko sta se spravila delati serijo, praviš, da gre za serijo po resničnih dogodkih, žalostnih dogodkih. Nam mogoče lahko zaupaš to zgodbo? Mislim, temelji po resničnih dogodkih, ampak je vse bolj komično in karikirano prikazan. Malo smo spremenili par stvari, seveda, ampak je pa res po resnični zgodbi nas Draveljčanov, tukaj Šiškarjev, ki smo imeli eno obdobje slabo, moji najboljši frendi, skupaj smo bili kar zakleti in temačni dogodki so se tudi odvijali takrat in je potrebovali pa k temu, da je to skozi komiko vam prišlo. Tako da, ko smo se lahko temu začeli smejati, ne. Prej se nismo mogli. Pa en dan, ko pravim, sem spohal, pa rekel, gremo posnet eno serijo, mislim, da bi nek projekt delali, ne vem, gremo se zamisliti, zdaj freestylati, gremo narediti o Olgi, ne. In potem na podlagi resničnih dogodkov smo pa to spisali zgodbo, ki smo jo vmes skozi tudi spreminjali, ker je bila korona. Ni bilo dovolj sponzorjev, veliko stvari se je tako odvijalo, da smo pa mogli freestylati vmes, drugače bi bilo drugače, ampak je kakor je in tako kar je legendarno. Zdaj boste videli v naslednji sezoni, boste videli naš napredek tudi, ker pač dejansko jaz sem amater v tem, v bistvu smo vsi bolj amaterji v tem, da smo režiserji pa snemalci, pa to neko, kar se tudi mogoče kdaj kaj vidi v seriji, ampak druga sezona bo pokazala pač en strm napredek. Kdaj lahko pričakujemo drugo sezono? Bo dostopna tudi na Buraz produkcija YouTube kanalu? Ja, tako bo dostopna na Buraz produkcija YouTube kanalu in to bo konec maja nekje. Zdaj moramo tudi logistično še malo videti, ker še snemamo, kdaj nam je varno dajati pol na en teden ven epizode. No, upamo, da bo to prav kmalu. Maja, ko si začela igrati Olgo, so te mogoče ljudje tudi začeli klicati Olga? Jaz moram tudi reči, da se mi ta Olga nekako upenja v življenje že izpred par let nazaj, tako da ni naključje, da zdaj prvič igram vlogo Olge. Sem imela že prej v gledališču tudi eno Olgo, s katero smo tudi dosegli kar dobro državni vrh na tekmovanjih, recimo, če tako rečem, in mi prinaša nekako očitno srečo, tako da ja, me zna kdo tudi Olga kdaj poklicati. No. Bila je tudi igralka leta takrat. Ja. Igralka leta. Ja. Super. V gledališču. V gledališču. Zato serijo ne bo. Za to serijo pa ne. Zakaj pa ne? Zato, ker sem jaz glavnik. Ok, definitivno naj le sonce sveti dobro nate. Me pa zanima, sta se vidva že prej ukvarjala z glasbo? Za Žigata vemo, smo ga videli že kot producenta pa v Loudspeaker Alliance. Kaj pa vidva sta se tudi že prej ukvarjala z glasbo? Jaz ne, ona pa. Jaz sem v smislu, ja, igrala sem klavir, to sem se učila, plus pela sem vedno zaradi veselja, tako da smo tlele pol še združili vse znanja zdaj, ki ga imamo. Ja. Nisem pa sploh prej ustvarjala v taki obliki glasbe, kot je recimo zdaj, da se zapremo v studio, delamo noter po 5 ur. Znam že jaz tudi kaj pritisniti na računalniku, kar se mi tudi zdi ful fajn, da Žiga je naučil Grega malo mene. Tako da ja, mislim, ta proces mi je res zdaj eden izmed ljubših, no, če tako rečem. Tako da muska, idemo. Super, glasba bo rešila svet, so nekoč tudi rekli. Dela se pa veliko glasbe zdaj med epidemijo v dnevnih sobah, v garažah. Ali tudi vi snemate doma?
Ja, imamo to srečo, da je stric bil glasbenik, oziroma je še vedno glasbenik in je postavil hud studio in ta studio uporabljamo pol in za video in za glasbeno produkcijo. Se pravi, je popolnoma samozaložniška. Ja, vse skupaj, kar delamo, sami delamo. To je že od začetka bila mantra Burazov, da je vse v lastni produkciji, od videa do glasbe in zdaj še ta serija in band, ki pritiče seriji. Tako, ponosni smo nekako na to, da vse sami ustvarimo. Je mogoče prišlo tudi že do kakšnih odzivov tudi na Olga Band? Ja, najprej odzivi so bili najprej na Olgo serijo, da se kamera preveč trese, Olga Band pa nima nekega takega odziva, kot sem pričakoval. Kakšnega pa si? Ja, smatram, da je ta glasba, ki jo mi izvajamo, drugačna, ampak vseeno toliko popiš, da bi mogla iti bolj naokoli. Mi ne delamo nobenih promocij, nočemo nekaj sponzorirati, pa prositi ljudi, da šerajo pa to. Tako da zato je pa malo manj gledal, ampak unika so pristni. Ampak rad bi pa videl, da to glasbo Slovenija spozna malo bolj, pa da se na kakšnem radiju pametnem tudi še rola, mislim pametnem, glupem, komercialnem, tako sem mislil. Ampak do tega še ni prišlo tako, kar sem mislil, da bo, tako da čas bo dal svoje. No, sej, Olga Band ima zdaj 2 pesmi zunaj, jih planirate še več? Ja, narejenih imamo že kar 6-7 komadov, tako da vsak ima svoj stil, tako kot ste navajeni že od Buraza, ampak vseeno, kot pravim, s pridihom tega popa, da bo je bolj poslušljiv za vse. Tako da pejte poslušati Olga Band, Loši košmari, to pomeni Nočne more, Slabe sanje in pa Stekleno uro, ki ste lahko že prej slišali. To sta 2 komada od naslednjih 8. Pa nisem neki, da na te misel, da so neki tako foleran, da neki tako potih govorim, pa to nisem najboljše volje, zato sem nas bolj miren. Ok, upam, da se bo dan razvil bolje. Če ne pa, tudi če kakšno. Tudi če pride kakšno besedilo iz tega, ne, saj umetniki morate malo trpeti za besedila. A vidva sama pišeta besedila ali kdo piše besedila? To, kaj Maja prerekla, ko začnemo komad delati, je ponovadi, ko da Žiga začne bit delati, mi dva vmes pišemo besedilo in melodijo skupaj nafuramo s enim frendom, Bojanom Vidovičem, ponovadi pride on za one čefurske pridihe. Drugač pa tudi sami, tudi melodije delamo, to je pa meni drugač najbolj lušten. Melodije delate pa na kak način? Po mojem noben ne dela na tak način. Zadnje čase melodije bolj Maja, Grega pa Bojan delajo, prej sem jih jaz delal za Buraza, večinoma. Ampak je tako, da dejansko postavimo mikrofon pred en ogromen zvočnik, prek katerega se špila sint. Hočemo, da je drugače, pa imamo lobby plugina, razumeš? Sam ne najdemo tega plugina med tisočimi kabli, rečemo, ajde, bo tako, da je malo drugače, pa ne bo na izvočnika, na mikrofon, pa na komp. Ja, to je to. Pa mislim, meni je super v bistvu, da zdaj so oni malo prevzeli in da imajo čez malo več kreative pri muski, ker sem Buraza včasih jaz preveč zase vzel, pa je Grega recimo samo vokale prispeval, zdaj pa oni ful ene kreative veje iz njih, kar je super. Meni se to zdi ful fajn, ker dejansko smo mi trije vsi res tako različne osebe in po ustvarjanju in stilu, tako da vsak pol res doda neki, v čemer je najboljši. Žiga ima res te bite, pa melodije, kdaj hude upala, ali pa ne vem, še meni za tekst kaj dobrega pove. Grega ima vedno ta prva melodija, ki si jo zamisli, je na koncu tista, ki jo uporabimo, čeprav pol jaz začnem vmes še malo komplicirati, pa upeljem to nekam čist dragam, ampak vidimo pol, da je tlele res nekako stalo, tako da bravo Grega. Ja, jaz pa z največjim veseljem pišem tekste, pa pojem, pa v glavnem ne vem, no, vsak doda neko svojo energijo in se mi zdi, da se to pol res pozna v nekem takem skupku, da je res veliko stvari noter opetih, no. Ja. Verjetno pomagajo tudi tesne vezi, ste si tudi v resnici tako blizu, kot ste si na seriji? Oziroma v seriji ti nisi ravno tako blizu, nima dvema kot mogoče sicer. Si se namerno odločil za to manj govorno vlogo? Ja. Mislim, bilo je zabavno, da bi bil angleško govoreči lik in pa igram največjega kretena, ki obstaja, tako da mi kar paše, to je kar del moje osebnosti. Bi ti rekel, da igraš sebe? Ma ne vem, res, jaz imam toliko enih različnih jazov, da ne vem, kjer je ta prav. Tudi zdaj je en čist tret, kot je lahko čez 5 minut. Skizofrenija. Ja, ampak ni dvojček, ampak jih je 92.
92, to pa je že težko slediti. Malo manj, nekaj par sem jih že fuknovan, oprostite izrazu. Ni panike. Kaj pa ti, Maja, igraš samo sebe ali si kaj podobna Olgi? Mislim, ne bi rekla, da točno igram samo sebe, ampak bi znala najti neke usporednice. Načeloma pa hočemo recimo pri liku Olga pokazati tudi, kako vpliva ta Instagram svet na dejansko človeka, ker je ona neka vplivnica z veliko followerji. Da se ne rečem, vse jih jaz tudi nekaj imam, ampak smo to vse, kar se dogaja Olgi, še malo našponalno, da se še tukaj bolj pokažejo vsi ti problemi. Liki se še premalo poznajo, da bi v bistvu sploh o čem točno govorili, da jih igramo. To bo čez čas pokazalo svoje. Treba spoznati like. Zdaj serija je tudi tako narejena, da na začetku ti prikaže neke dogodke, potem se pa to odvija dalje, zato lahko gledate zdaj, ko pride druga sezona in potem nadalje. Bo tudi v drugi sezoni toliko poudarka na vplivnežih na splošno, na zasvojenosti z Instagramom? Ne, to bo v bistvu bolj ali film ali pa tretja sezona, ne vemo še točno, kaj bomo naredili, ampak druga sezona je bolj, se zgodba začne odpletati in zaključi v neko celoto, pa bomo potem naprej nadaljevali. Ok, se pravi, čez približno kak mesec lahko pričakujemo mogoče še kak videospot do takrat? Mislim, da bo še kakšen en ali pa dva videospota, bo ta zihar že prišla od Olga benda. En prije že v nedeljo, en tak morski komad, potem pa... Poletni, ja. Pa imamo pa še pripravljene, pa sem treba narediti še spot, spohati, pa si poustvariti v glavi najprej. Super, se pravi, v nedeljo preverite še enkrat YouTube kanal Buraz Produkcije. Najlepša hvala vsem trem, da ste se danes zbudili za ta intervju in pa upam, da bo dan se malce izboljšal v prihodnje. Hvala. Tudi če ne. No, vi, dragi gledalci, pa seveda vabljeni, da preverite tudi sami njihov YouTube kanal. Zdaj pa se po oglasih že vračamo nazaj tudi v studio Figovec.